Demografske študije nudijo zgodovinarju poleg same statistične obdelave podatkov tudi privilegij, da s pomočjo podatkov, ki jih ponuja zgodovinski vir, od blizu spozna vsakdanje življenje prebivalcev nekega območja. In prav to je bil eden od poglavitnih razlogov, zakaj sem se odločila za raziskavo. Dolgo 19. stoletje predstavlja obdobje, ko je v Evropi s krajšim zamikom pa tudi v naših krajih prišlo do modernizacije družbe v najširšem pomenu besede. Posamezni začetni modernizacijski sunki, kot so izboljšanje prometnih povezav, tukaj imamo v mislih predvsem izgradnjo boljših cestnih povezav in južne železnice, so omogočali razvoj gospodarstva. V našem primeru je bil to razvoj premogovništva, pivovarstva in zdraviliškega turizma. Posledično je prišlo tudi do demografskih in družbenih sprememb. Laško je v 19. stoletje stopilo kot polagrarna trška naselbina s slabimi prometnimi povezavami. Njegovi prebivalci so se ukvarjali predvsem z obrtjo in maloštevilno trgovino. Že v prvi polovici stoletja je Laško dobilo boljše cestne povezave, ki jim je sledila še izgradnja južne železnice. Skupaj z na novo odkritimi nahajališči premoga je Laško dobilo nov gospodarski zagon, ki se je kazal v razvoju premogovništva, pivovarstva in turizma. Gospodarski razvoj pa se je kmalu začel odražati tudi v demografskih kazalcih, saj je število prebivalcev začelo vztrajno rasti, predvsem na račun priseljevanja iz agrarnega zaledja. Skupaj z rastjo prebivalstva in gospodarskim razvojem trga pa so se začele počasi spreminjati tudi navade in družbene norme prebivalcev. Laško kot moj domači kraj dobro poznam. Hkrati pa je imelo Laško svojo zemljepisno lego vse ključne elemente potrebne za raziskavo. V Sloveniji so praktično še vse do srede 20. stoletja vladale velike razlike med razvitostjo podeželskih in mestnih naselij, ki se je kazala tudi v kvaliteti življenja njegovih prebivalcev. Laško je tako imelo kot znan zdraviliški kraj z dobrimi prometnimi povezavami že konec 19. stoletja nekatere novitete moderne dobe, medtem ko so prebivalci okoliških vasi živeli še v precej slabih razmerah. Delo temelji na analizi različnih virov za demografsko zgodovino. Glavni vir predstavljajo matične knjige župnije Laško, ki sem ga dopolnila še s podatki iz statusa animarum in krajevnih repertoarjev. Študija časovno zajema čas dolgega 19. stoletja, od francoske revolucije pa do začetka Prve svetovne vojne. Geografsko pa obsega sam trg Laško z njegovim bližnjim agrarnim zaledjem. Delo je primerjalno zasnovano, saj primerja med seboj trško in podeželsko prebivalstvo ter spremembe, ki jih je le-to doživelo tekom 19. stoletja. Bralec bo v branju knjige spoznal predvsem, kako je postopna modernizacija naših krajev vplivala na življenjske navade njihovih prebivalcev, kako so se spreminjale rodnost, smrtnost, družinske strukture, gostota poselitve in nenazadnje tudi moralne norme. Posamezni ilustrativni primeri družinskih zgodb iz laškega in okoliških vasi pa bralcu ponujajo vpogled v mikrozgodovino različnih družbenih skupin prebivalcev, od meščanov do kmečkih delavcev in rudarjev. Gibanje prebivalstva v Laškem in okoliških vaseh se med seboj precej razlikuje. Prebivalstvo samega trga je tekom 19. stoletja kljub manjšemu naravnemu prirastku naraščalo veliko hitreje od prebivalstva okoliških vasi, ki so sicer beležile pozitiven naravni prirastek. Tekom stoletja se je zmanjšala smrtnost, predvsem na račun manjše smrtnosti dojenčkov in otrok. Spremenil se je nabor bolezni, za katerimi so umirali Laščani in njihovi okoliški sosedje. Tukaj bi rada še posebej izpostavila skokovit porast tuberkuloze, ki je bil značilen za vse kraje na območju današnje Slovenije. Tekom stoletja so se precej spremenile tudi določene moralne in družbene norme, kar se odraža v spremenjenih vzorcih poročanja in upadu nezakonskih rojstev. Kljub precejšnjim spremembam v družbi se je prebivalstvo Laškega nanje odzivalo le počasi.
V primerjavi z ostalimi primerljivimi kraji na Spodnjem Štajerskem predstavlja Laško vseeno primer precejšnje rasti prebivalstva. Medtem ko ekstremno rast, eno največjih v tedanji državi, beležijo kraji ob na novo odkritih nahajališčih premoga v bližnjem Zasavju. Gospodarski razvoj in izboljšanje prometnih povezav sta torej na demografske spremembe in spremembe v vsakdanjem življenju prebivalcev vplivala postopoma in počasi, kar ne velja le za Laško, ampak tudi za Spodnjo Štajersko in slovenski prostor nasploh. Pričujoča študija ne predstavlja le zgodovine nekega kraja in njegove skupnosti v najširšem pomenu besede, ampak jo je mogoče koristno uporabiti tudi v prihodnjih raziskavah v širšem prostoru in v sintetičnih delih.